Torej, kaj nam lahko rastline povedo o klimatskih trendih? V resnici se moramo opravičiti. Naslov je daleč presplošen, ker konec koncev se večina današnjih govornikov ukvarja z rastlinami, ampak večinoma z ekonomsko pomembnimi kmetijskimi ali pa gozdarskimi rastlinami. Jaz bom pa poskušal pogledati ali pa povedati, kaj se da iz herbarijskih zbirk presoditi ali pa iz florističnih podatkov presoditi o teh klimatskih trendih. Zdaj, jasno se moramo vsi zavedati in se zavedamo, da klima dolgoročno nikakor ni stabilna. Živimo v enem udobnem prepričanju, da je ta klima, ki jo imamo recimo zadnjih nekaj stoletij, približno 150 do 200 let, stabilna, dolgoročna, optimalna, in da vse spremembe so katastrofalne. Malo nas seveda tudi politika v to smer nam namiguje in nas sili v to smer razmišljanja. Ampak če pogledamo recimo teh zadnjih nekaj milijonov let, vidimo, da so klimatska nihanja seveda zelo hitra, ne zelo hitra, ampak zelo intenzivna. Jasno, najbolj intenzivno je bilo klimatsko spreminjanje v času Pleistocena, torej približno 2 milijona let. In če pogledamo spodnji graf, ki nam kaže zadnjih 800 tisoč let, torej približno drugo polovico kvartarja, v glavnem torej kaže Pleistocen in čisto majčken holocen, vidimo, da se je pravzaprav dogajalo, da so se ohladitve dogajale, ki so trajale približno po 100 do 150 tisoč let in vmes so bile kar spodobne otoplitve, interglaciali, ki so pa trajali 10 do 15 tisoč let. No in če gledamo z tega stališča na današnjo situacijo, ki rečemo Nobel holocen, je holocen lahko samo interglacial, ker ga živimo približno 10 do 15 tisoč let, torej nekako po tej logiki živimo nekje proti koncu holocenskega interglaciala. Ampak kaj to pomeni proti koncu? Ne vemo. To je lahko še nekaj 100 let, lahko še nekaj 1000 let do morebitnega povratka v naslednji cikel ohlajanja. Če se ta vzorec nadaljuje in seveda bi lahko pričakovali, da se bo, ker so to zunanji in močnejši dejavniki od nekega drobnega, relativno nepomembnega človeka. Zdaj, tisto, kar nam manjka, je dojemanje hitrosti sprememb v nedavni preteklosti. Jasno, to so na podlagi izotopskih analiz analizirali v različnih sedimentih, v ledu in tako naprej. Ampak tam se ne da do leta natančno vzorčiti, ker je treba seveda sistematično vzorčiti mogoče vsakih 1000 let ali kaj takega, da dobimo te krivulje in v resnici mi ne vemo, kaj točno se je ob koncu vsakega interglaciala dogajalo. A so mogoče konci prejšnjih interglacialov bili tudi tako klimatsko turbulentni. Tega v resnici ne vemo. Zdaj, gotovo pa lahko gledamo dolgoročno na to, da klima je bila turbulentna, ampak ti cikli zaznavnih turbulenc so za stališče človekovega življenja ali pa aktivnega življenja strašansko dolgi. Tako rekoč se nam zdijo nepomembni. No, zdaj, če pogledamo ta najmlajši holocen ali pa recimo antropocen, za zadnjih 150 let imamo solidne meteorološke podatke, ampak ravno teh zadnjih 150 let je pa tistih 150 let, za katere se delamo, da je tista optimalna, ta prava klima, ki si jo želimo še dolgo časa vleči in tako naprej. Tik pred tem se je pa pravzaprav končala mala ledena doba. Mala ledena doba, ki je trajala nekaj stoletij, in ta mala ledena doba se je končala ravno tam okrog leta 1800, mislim, zdaj meje postavljene za to malo ledeno dobo so malo različne, ampak iz tega obdobja male ledene dobe imamo cel kup recimo slikarij, dokumentacije druge, ne direktno meteoroloških meritev, ampak recimo slikarije drsanja na zamrznjeni Temzi in tako naprej, ki dan seveda niti pod razno nikoli več ne zamrzne. Zdaj pa pomislimo samo na to, kaj bi bilo, če bi se današnja
civilizacija par stoletij prej začela tako moderno razvijati. Če bi recimo postavili začetek meteoroloških meritev na začetek male ledene dobe, ne vede, pa bi potem 150 let merili v mali ledeni dobi meritve in proti koncu male ledene dobe panika popolna. Kar naenkrat se greje, kar naenkrat, pa bi imeli razne svetovne panele in tako naprej, ampak se takrat to ni zgodilo. Dejstvo je torej, da so bile spremembe tudi v preteklosti take, torej močne, da človek gotovo ni vplival na nje neposredno, in seveda je diskutabilno, koliko je neposredno vpliv človeka tudi zdaj in koliko je tukaj, koliko so drugi interesi v ozadju. No, tudi recimo ta, ve se, da sončeva aktivnost kar veliko vpliva na to situacijo in če pogledamo tule sončevo aktivnost, ravno v tule so meritve, so zbrani podatki od približno druge polovice male ledene dobe, vidimo, da je bila čisto drugačna sončeva aktivnost kot v nadaljnjih recimo 200 letih, torej zdaj. Torej, to so stvari, na katere jasno mi ne moramo vplivati in mogoče si malo prepotentno zamišljamo, da mi pa lahko zdaj z nekimi ukrepi kar spreminjamo neke trende. No, zdaj, če pogledamo konkretno, kako je zdaj z rastlinami, kaj pravi ruševje. Zdaj, tisti enostavno dostopni posnetki, zračni posnetki, so izpred približno 20 let. Ne da se za nekatera območja dobiti tudi malo starejše posnetke in tako naprej, ampak 20 let si predstavljamo, da je veliko. Za ruševje, ki je grm v subalpinskem pasu, je 20 let za posamezni grm dovolj. Od Kalice se lahko razvije spodoben velik grm, ki nekaj kvadratnih metrov pokriva. Torej, bi nam te stvari se morale pokazati. Tukaj sta dva posnetka iz območja Kamniškega vrha v Kamniških Alpah in vrha Planje v Julicih, ki kažeta 20 let razlike na istem območju in vidimo, da na prvi pogled ne zaznamo nobene šokantne razlike. Treba se zavedati, da ruševje semena producira zelo intenzivno in da grejo z vetrom naokrog, kar pomeni, da je vedno dovolj semen v okolici. Torej, če bi se neka situacija na terenu spremenila, bi kar naenkrat, takrat, ko bi se spremenila, lahko večjo kaljivost teh semen dobili in tako naprej. No in vidimo, da so te spremembe minimalne, vidimo posamezne otočke, te črne ali pa temne pege, ki predstavljajo posamezne grme ruševja, predvsem tukaj pri vrhu Planje, se to v višji legi kaže, ampak iz tega lahko sklepamo, da se gornja meja uspevanja ruševja dejansko viša. Tisto, kar je resna težava v naših lahko dostopnih Alpah je, ali je bila v preteklosti popolnoma naravna ta zgornja meja ruševja. Vemo, da ne. Zaradi paše so ruševje v bistvu krčili stoletja dolgo in se pravzaprav zdaj ruševje vrača tja, od koder so ga izkrčili. To se pravi, zaradi teh motenj ne moramo iz takih situacij stvari preveč enostavno interpretirati v samo spremembo klimatskih razmer, mikroklimatskih razmer. No, zdaj, kako pa kaže situacija po Evropi? Nekoliko daljši trend, približno 50 let, so v 3 evropskih gorovjih analizirali, to je v Španiji, v Avstriji, na Slovaškem in v Romuniji. In v različnih merilih je to prikazano, ampak vendarle primerljive slike. No, zdaj, barve so mogoče nerodno zbrane bile v tem članku, od temnozelene do rožnate. Rožnata je tista, ki prikazuje v bistvu najbolj nedavni dvig drevesne meje ali pa gozdne meje, meje rušejo v resnici, tako da. In tukaj vidimo, da je v posameznih gorovjih kar zaznano iz teh daljinskih posnetkov, da se nekaj dogaja, ampak tudi ta gorovja so bila podobno kot naše Alpe izpostavljena seveda rabi, ki je danes v veliki meri opuščena, ker pač paše, te pregonske paše ni več toliko. No, potem drug pogled na
tamkajšnjo situacijo, visokogorsko situacijo, je, kako se spreminja vrstna pestrost flore na vrhovih gora. No, za kar nekaj gorskih vrhov, ki so bili od nekdaj popularni, predvsem za botanike, so imeli solidne stare podatke in so potem na podlagi primerjave teh starih podatkov in današnjega sistematičnega kartiranja ugotavljali, da pravzaprav na vseh teh vrhovih v recimo 100 do 150 letih narašča število vrst. Treba se pa zavedati, da seveda v 19. stoletju je samo par norih botanikov hodilo na te vrhove. Ne? Takrat ni bilo turizma, gorskega turizma. Danes so oblegani ti vrhovi. Ne? Kar pomeni, da imamo tudi te vektorje, potencialne vektorje semen, ne? Kar naprej prisotne. Ne? Torej, obiskovanje gora je neprimerljivo večje danes, torej lahko bi rekli 1000-krat večje, morda pa še več kot 1000-krat večje, kot je bilo pred 150 ali pa 200 leti. Naslednje vprašanje, ali so bili podatki nepristransko zbrani takrat, pred 100, 150, 200 leti, ker takrat niso bili del raziskave, ki bo čez 200 let uporabljala te rezultate, ampak so pač popisali, kar se jim je zdelo zanimivo. Zanimivo se jim je zdelo predvsem tisto, kar je bilo posebno na vrhu. Tisto, kar so že celo pot gor do vrha srečevali, se jim ni zdelo pomembno. Torej, spet vprašanje, koliko tistih bolj nižinskih vrst, ki so po naključju tudi še na vrhu bile, so takrat pred tistimi davnimi časi sploh zaznali. In naprej, kakorkoli, če jemljemo to kot dejstvo, pa naslednje vprašanje, ali ta povečana vrstna pestrost, ali je dobra, večja biodiverziteta, ali v resnici vodi v povečanje kompeticije med vrstami tam na vrhu in posledično izumiranje. Ker to se je načeloma dogajalo tudi v času klimatskih sprememb, v času ledenih dob. No, če pogledamo potem bolj domače razmere v Ljubljani, toploljubne vrste v flori Ljubljane. 24 vrst smo leta 2015 zaznali, ki so izrazito toploljubne in ki so se na novo pojavile v flori Ljubljane, kar smo takrat sistematično popisovali. Večinoma so bile to submediteranske vrste, torej prisotne v Sloveniji, vendar dotlej le na Primorskem. Zdaj, kje rastejo? Rastejo seveda v mestu na najbolj toplih ruderalnih rastiščih, med kockami, na grušču opuščenih gradbišč in tako naprej, ruderalna rastišča, ampak topla, suha. In predvsem se moramo pri tem zavedati tega znanega fenomena Urban Heat Island, torej mestni toplotni otok. Vsa mesta so v 20. stoletju se spremenila. Ena so bila že prej mestna, Ljubljana pa pred 100 leti ni bila mesto. V tem današnjem smislu imela bistveno manj prebivalcev, bistveno manj odvodnjavanja, tlakovanih površin, ni imela stolpnic in tako naprej. Skratka, vse te stvari so seveda past za toploto, pregrevanje poletje intenzivno. Tukaj je en infrardeči satelitski posnetek iz območja Ljubljane. Zgodaj zjutraj sredi poletja je bila razlika med recimo območjem tule okrog Janč in centrom Ljubljane več kot 20 stopinj. Torej, 10 ur potem, ko je sonce zašlo, naslednje jutro je bila še vedno 20-stopinjska razlika in to traja celo poletje. In po zimi se pa zaradi drugih razlogov te stvari kažejo. Torej, tam so bile te vrste, kjer je najtopleje. In zaradi mestnega toplotnega otoka, zaradi mikroklimatskih razmer, ki so seveda od človeka ustvarjene, ampak ne zaradi izpustov in tako naprej, so te rastline zdaj lahko tam. Zdaj, kaj pa lahko rastline o dolgoročnih trendih povejo? Pravzaprav tukaj smo naleteli na to zadrego, da je kvaliteta vhodnih podatkov iz preteklosti vedno šibka. Ni bilo sistematičnega kartiranja. In če pogledamo po Sloveniji, ta tako imenovani Ellenbergov indeks termofilnosti, torej termofilnost posamezne vrste je pač številčno ovrednotena in več kot je termofilnih vrst na nekem območju, večji je povprečen ta indeks. In če primerjamo razliko pred in po letu 1991, ko je približno pol florističnih podatkov na razpolago in v bistvu z belimi so pokazani
Z belimi krogci je zmanjšanje tega povprečne vrednosti indeksa prikazano, z modrimi krogci povečanje, ampak vidimo, da v Sloveniji ni enega prepoznavnega vzorca, ki bi nam kazal, da pa neki deli Slovenije na širšem področju kažejo bistvene spremembe. No in tudi, če pogledamo 5-letno drseče povprečje za celotno Slovenijo, to vidimo, da so nihanja precejšna in je pa res, da nek dolgoročni, srednjeročni trend zadnjih 150 let se kaže, da se ta termofilnost povečuje. Zdaj, kako je pa z izumrlimi in drugimi ogroženimi vrstami, ker tiste bi nam tudi dale kaj vedeti. Zdaj, če pogledamo izumrle, torej tiste, ki so 50 let potrjene v naši flori ali pa zanesljivo izumrle, pa pogledamo termofilnost njih, to so tile zeleni stolpci, zelo malih je, ampak prevladujejo pravzaprav bolj termofilne vrste. Pričakovanje bi bilo pa obratno. In na drugi strani, če vse ogrožene vrste pogledamo, to so modri stolpci, ravno tako je med njimi več bolj termofilnih vrst, ki so ogrožene, kot pa hladnoljubnih, kar bi bilo pričakovanje. No, morali bi pa seveda tudi otoško biogeografijo uporabljati za interpretacijo. In še tukaj, če pogledamo Ehlenbergove vrednosti napredujočih in nazadujočih vrst. To se pravi vrst, ki so se katerih številčnost se je izrazito povečala v Sloveniji ali pa izrazito zmanjšala v Sloveniji, vidimo, da te napredujoče vrste z zelenimi stolpci so res v glavnem bolj termofilne, kar bi pa nekako ustrezalo tej hipotezi o segrevanju, in da so nazadujoče vrste, da je med nazadujočimi vrstami več bolj hladnoljubnih. Treba se pa seveda vedno zavedati pristranskosti vzorčenja po obdobjih, ampak dobro, to je na naslednji karti. Torej, rabe bi gotovo več stalnih popisnih ploskev, več nepristranskega vzorčenja, treba se pa tudi zavedati tega, da sedanjost je preteklost prihodnosti. Torej, tisto, kar dan sistematično povzročimo, bo čez desetletja uporabno in seveda vedno je strašanski vpliv vseh mogočih motenj, namenskih ali nenamenskih, ki jih človek povzroča, kar nam otežuje seveda kvaliteto vhodnih podatkov iz narave. Tako da največ si pa lahko obetamo iz serij zračnih posnetkov. Hvala.